Zdaj bi še mogoče eno stvar izven tega o vrtcih. Verjetno ste slišali, da se je zgodila ena ekološka katastrofa v Jadranskem morju. Trenutno mislim, da še vedno gori tanker, ki pluje pod turško zastavo proti Trstu, blizu Rovinja, na območju ROC-a. V Stranki Mladih Slovenije smo o takih stvarih v preteklosti že velikokrat opozarjali, tudi na področju Stranke Evropskih zelenih, kjer smo na svetu Evropskih zelenih že predlagali resolucije o omejevanju plovbe v zaprtem morju, kar je Jadransko morje, zelo zaprto morje, tudi zelo plitvo, sploh tu v zalivih, in tu not povečevanje prometa nikakor ne bi smelo biti. Želimo si, da do kakih projektov, ki bi zviševali celo promet, ali pa sploh dovoljevali takšen rizični promet v Jadranu, ne bi prihajalo. Ponovno opozarjamo tudi Ministrstvo za okolje v razmislek o morebitnih projektih, ki so nekje na papirju, niso še v fazi načrtovanja, ampak tu predvsem mislimo tudi o teh terminalih v Tržaškem zalivu, o morebitnih morskih plinovodih ali naftovodih tudi čez Kras, proti čemu smo v Stranki Mladih že davno dali pobude. Upamo, da bojo to sanacijo te ekološke katastrofe čim prej rešili in da poostrijo tudi nadzor nad neustreznimi, tehnično nepregledanimi plovili. To bo se še kakšno izjavno za javnost? Ja, nekako. Še nekaj me zanima, se vam zdi, da te ideje o brezplačni prehrani dijakov, pa zdaj v vrtcih prihajajo na konc mandata, se vam zdi to malo populistično? Ja, res je, vse skupaj se nam zdi neka predvolilna težnja koalicije, tudi predvolilne obljube. Žal nam je, da do tega ni prihajalo prej, vseeno pa moram reči, da če tudi je predvolilna obljuba, če prinese pozitivne spremembe, smo v Stranki Mladih Slovenije veseli, da se zgodi, in če bo zaradi predvolilne obljube na tej februarski seji sprejet predlog, da je bili brezplačni vrtci za vse otroke, bomo zgolj zaploskali in se ne bomo kregali.